Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem coach za ženske. Danes bom odgovoril na vprašanje, kako najti več časa zase. Nimam časa, nikakor ne najdem časa zase. Nikakor ne uspem spraviti na urnik mojih aktivnosti. Vam zveni poznano? Kako lahko najdemo čas zase, kljub vsem obveznostim in vsem pričakovanjem z vseh strani? Razumem, imate otroke, partnerje. Ne? Prva stvar je, da se moramo vprašati, kaj se bo zgodilo, če ne najdemo časa zase. Kje bomo čez 5 let? Kje bomo čez 10 let? Vsi vemo, da porabljamo svojo življenjsko energijo. In če pogledamo, kakšna bo naša situacija, če nadaljujemo v takem tempu, če se nič ne bo spremenilo, kako se bomo počutili čez toliko in toliko časa? Glejte, če pogledamo vzorec, samo da neham dojiti, pa bom imela več časa. Samo da gredo otroci v vrtec, samo da gredo otroci v šolo, samo da gredo otroci na fakulteto, samo da otroci končajo fakulteto, samo da otroci pridejo do svojih služb, samo da se otroci odselijo na svoje, pa bom imela čas zase. Poglejte, način, kako delate vsako stvar, je način, kako delate vse stvari. In kaj se bo spremenilo? Čisto nič se ne bo spremenilo. To pomeni, če ne najdeš časa, sedaj v tem trenutku ne boš našla časa tudi kasneje. S stranko se pogovarjam, da začneva delati. Joj, Miran, samo še tole uredim, pa bova začela. Ne verjamem. Zato, ker ko boš to uredila, potem bo prišlo nekaj drugega. In ko bo prišlo nekaj drugega, bo prišlo zopet nekaj tretjega. In kaj je tukaj rešitev? Poglejte, prvi korak je, da zamenjamo sistem vrednot. Da postavimo sebe na prvo mesto. Saj poznate tisto zgodbo o goski, ki je valila zlata jajca. In razumeti morate, da ste vi tista goska. In za to gosko je treba skrbeti. To gosko je treba negovati. Ta goska mora imeti čas, da se regenerira. Treba je dobro hraniti, mora imeti čas zase. In ta zlata jajca je vaša ljubezen. Ta zlata jajca je vaša pozornost. So stvari, ki jih delate za druge. Ampak najprej morate vi ta jajca znesti in zato rabite čas zase. Joj, Miran, pa imam toliko dela. Pa moram pomiti, pa moram pospraviti, pa moram zlikati, pa moram to. Vse razumem. Ampak delo bo počakalo. Garantirano. Pa morate razumeti, da ni sedaj neka zgodba, da vam jaz pravim, pustite umazano posodo, pustite umazano perilo in imejte svinjarijo doma. Ampak to, kar vam hočem povedati, je, da dejansko treba zamenjati sistem prioritet, sistem vrednot. Treba se drugače reorganizirati. Morate razumeti nekaj. Življenje je najbolj pomembno. Vaša energija je najbolj pomembna. Vse ostalo je možno ali da počaka, ali da se drugače organizira. Zagotavljam vam, da tudi vaši doma in otroci in partner bi vam lahko bistveno več pomagali, če vi ne bi imeli takega srca, da jih seveda iz ljubezni razvajate, crkljate in tako naprej. Po domače jim pa rit odnašate. Življenje je najbolj pomembno. Vaša energija je najbolj pomembna. In ko boste to razumeli, in ko boste razumeli, da če tega ne boste naredili, se bo čez 5-10 let zgodilo nekaj, česar si ne želite. In ne želite, da bi takšno mamo, takšno partnerko, takšno sodelavko, prijateljico, ki bo vsa izčrpana, kot nekateri ste v tem trenutku imeli potem vaši najdražji. Tako da to je današnje sporočilo.
začutite svojo vrednost, postavite sebe na prvo mesto, reorganizirajte si življenje. Morate najti čas zase. Če potrebujete pomoč, se oglasite, vam bom pomagal, bomo zagotovo našli čas za vas. Ostanite čudovite, želim vam en čudovit dan in do naslednjič.